Vlada se je, če smem početi, na koncu njenega dela pogovarjala, izmenjala mnenje in sprejela nekatere odločitve, ki so povezane z razmerami v Egiptu. Državljanom Republike Slovenije, ki se še nahajajo v Egiptu, svetujemo, da se čim prej vrnejo domov, tako njim kot tudi organizatorjem skupinskih potovanj, pa bo ministrstvo pomagalo, da bo pot domov izvedena na varen način. Sestanek Ministrstva za zunanje zadeve z turističnimi agencijami bo danes popoldan ob 4. uri. Če gledamo na aktualne zadeve, gospod predsednik, Slovenci imamo precejšnjo egiptovsko investicijo v Kranju iz Krajemekom. Ali po vaših podatkih kakorkoli pričakujete, da se bodo dogodki v Egiptu poznali tudi posredno ali pa neposredno v slovenskem gospodarstvu? Rečeno je vlada danes na mojo pobudo izmenila mnenje o dogodkih v Egiptu, pravzaprav o dogodkih, ki zadevajo celo področje držav Magreba, v bistvu bi lahko rekli celotni Bližnji vzhod. Gre za zelo občutljiv del mednarodne skupnosti. Zelo pomembno je, kako se bodo zlasti v Egiptu regulirali procesi demokratične tranzicije, ki jih seveda Slovenija kot del demokratičnega sveta pozdravlja in upa, da bodo izvedeni po mirni poti in da bodo lahko ljudje demokratično izvolili predstavnike oblasti. Vendar so to seveda njihove notranje zadeve in se vanje Slovenija več od tega načelnega stališča ne vtika. Z Egiptom, ki bo imel oblast, upamo, izvoljeno po demokratični poti, si želimo ohraniti odlične politične odnose in seveda tudi dobro gospodarsko sodelovanje, ki je v vzponu. Mi smo pomembno povečali blagovno menjavo z vsemi državami v tem delu sveta. Veste, da smo ga tudi nekajkrat obiskali in si ne želimo, da bi nek nenadzorovan proces političnih sprememb, ki bi pripeljal do večjega nasilja nepredvidljivih razsežnosti, zaustavil in proces demokratičnih sprememb po mirni poti in seveda tudi normalno gospodarski napredek teh držav, ker veste, da je velik del upora povezan s socialnimi razmerami v teh državah in seveda trgovino tega dela sveta z drugimi med njimi tudi. Zaenkrat pa ne ocenjujem, da bi do zdaj lahko imeli ti dogodki konkretne posledice za to konkretno investicijo. Boste skušali tudi tem turističnim agencijam kaj finančno pomagati? Je kaj predvideno v tem? Danes je vlada na koncu, ko smo razpravljali o razmerah, pretehtala, da je varnost naših državljanov na prvem mestu in da bo temu podredila tudi vse ostale odločitve, tudi finančne. In zato, ker ocenjujemo, da se razmere poslabšujejo iz ure v ure v Egiptu. Mi smo večino naših državljanov, ki so bili v obeh osrednjih mestih protestov, Aleksandriji in Kairu, umaknili. Rad bi pohvalil diplomatske uslužbence v Kairu, ki recimo prenočujejo v avtomobilu čez noč, zato da lahko zaradi policijske ure nudijo siceršnjo pomoč na letališču vsem, ki se vračajo domov. Prav tako, ki pomagajo vsem, ki iz drugih mest želijo vrnitve v Slovenijo. Čeprav so naši ljudje zdaj v glavnem v turističnih naseljih, gre za, mislim, da 144 državljanov, in zaenkrat še nobena od drugih držav Evropske unije ni sklenila, da se morajo vrniti domov, pa smo se mi vendar odločili svetovati državljanom, da se vrnejo domov in danes bomo poskušali na popoldanskem sestanku s turističnimi agencijami ugotoviti, kako bi bilo to najprimerne narediti, ker kot rečeno ocenjujemo, da se stvari hitro spreminjajo iz ure v ure in kot veste, so protestniki postavili za konec tedna tudi ultimate. Mi moramo imeti pred očmi ultimate, zlasti če zahteve protestnikov ne bodo izpolnjene, tako da
Kot rečeno, da odgovorim še enkrat na vprašanje, vlada je danes temu namenila posebno pozornost in postavila varnost naših državljanov na prvo mesto in vse bomo podredili temu, da se bodo varno vrnili domov. Pa boste tudi svoje ljudi odmaknili? Prosim? Diplomate? Ne, tega ne načrtujemo. Tudi novinarjev bomo. Gospod predsednik, jaz sem še to vprašala, glede na to, da so za konec tedna v Egiptu zlasti za jutri napovedane res ogromne demonstracije po petkovih molitvah. Me zanima, načeloma je dogovorjeno, da naj bi se slovenski turisti iz Šarm el Šejha in Hurgade vrnili v soboto. Ali je to, po vaši oceni, lahko morda že, upam, da ne, vendar le dan prepozno, in kako danes v luči teh razvoja dogodkov v Egiptu gledate na odločitev, da se je v času, ko so nekatere države, sicer ne članice Evropske unije, pa vendar že evakuirali svoje ljudi iz Egipta, iz Slovenije tja odleteli 2 letali z približno 150 slovenskih, turistična naselja sicer. No, ministrstvo je odsvetovalo pot v Egipt. Danes tudi vlada uradno svetuje vsem, da se čim prej vrne in bo poskrbela skupaj s turističnimi agencijami, da bo to storjeno na varen način. Vsekakor odsvetujemo, da bi se kdo še odpravil kamorkoli v Egipt. Stvari se zaostrujejo iz ure v uro. Res je, da se, kot sem rekel, še nobena od držav Evropske unije ni odločila za to, da poskrbi za vrnitev vseh svojih državljanov, torej tudi tistih, ki letujejo v letoviščih 1000 kilometrov stran od Kaira domov, vendar pa smo se mi odločili za ta korak, ker smo preprosto odločili, da je vlada danes pred odgovorno nalogo, da prouči varnost ljudi in potem je bila tudi z moje strani presoja, da se stvari tako zaostrujejo, zlasti zaradi napovedanih ravnanj protestnikov. Pravim še enkrat tukaj ultimat, vi ste sami rekli, da so lahko v soboto stvari že tako dramatične, da morda vrnitev ne bi bila mogoče. Tako, zato je vsaka ura pomembna in zato smo se danes tako odločili, kot smo se. Jaz mislim, da ne glede na stroške, ki bi jih to zdaj ta hip imelo, moramo ta korak poduzeti. To niso bili predvidljivi dogodki, ko so se turisti tja odpravljali, dostopili so kasneje in tukaj moramo zdaj ravnati kot država, ki mora, ne samo da mora pomagati ljudem. Kdaj se bodo pol vrnili Slovenci iz Šarm el Šejha? Čim prej. Čim prej. Je to danes, je to jutri, vredno? Ob 4. uri bomo imeli sestanek z turističnimi agencijami. Morate vedeti, da gre tukaj za vrsto vprašanj, ki jih je potrebno rešiti, ampak tisto, kar je bistveno, je odločitev vlade, da ima Ministrstvo za zunanje zadeve in vse druge pristojne službe v državi vsa pooblastila, da skupaj s turističnimi agencijami varno pripeljajo domov naše ljudi. Vredo? Še kakšno vprašanje? Dobro, hvala. Hvala lepa.